spoštovane in spoštovani, v spremstvu direktorja Centra Republike Slovenije za poklicno izobraževanje, magistra Gregorja Mohorčiča, prihaja v dvorano predsednica Republike Slovenije, doktorica Nataša Pirc Musar. Spoštovana predsednica Republike Slovenije, spoštovani visoki gostje, govorci, zaposleni, spoštovane dame in cenjeni gospodje, dobrodošli na praznovanju 30-letnice Centra Republike Slovenije za poklicno izobraževanje. 30 let, veliko ali malo? Kaj pravite? Dobro, če ste ravno dobili datum za otroškega ortodonta, ali pa če čakate na vlak slovenskih železnic, potem si mislite, kaj pa je 30 let, to ni nič. Ampak mi danes vemo, 30 let je ogromno. To je dovolj dolgo, da se zamenjajo 3 nogometne generacije, 2 sistema obračunavanja malice in nič predsednikov opozicije. Tako da, gospe in gospodje, za začetek prosim za še en aplavz za CPI. V teh 30 letih je CPI postal ena ključnih inštitucij, ki skrbi za kakovostno poklicno izobraževanje v Sloveniji. Brez njih bi bilo v podjetjih precej več improvizacije. Pa ne tiste dobre džezovske, ampak tiste, čakajte mal, a vi imate res vse podatke od firme v eni Excel tabeli? CPI je v 3 desetletjih postavil poklicne standarde, razvil programe usposabljanj, izvajal seminarje, skrbel za razvoj strokovnih kadrov in kar je danes pogosto prezrto, veliko pripomogel, da poklicno izobraževanje v Sloveniji ni nekaj, kar počneš samo zato, da bo mama vesela. Seveda CPI ni nastal čez noč. Začeli so v 90-ih, ko se je poslovni svet šele začel digitalizirati in ko je bilo treba za PowerPoint pritisniti toliko tipk, da je imel človek občutek, da je v avionu. Ko sem takole mal preletel vse njihove možnosti za usposabljanja, gospe in gospodje, sem ugotovil, da ponujajo ogromno, res ogromno, ampak enega tečaja pa še vedno ni. In to je 3-letno srednje poklicno izobraževanje iz imitacije. To bi bil top hit, vam povem. Če rabite mentorja, evo me, jaz imam program že narejen. Resno, ne verjamete? 1. letnik, osnove politične imitacije. Na koncu letnika je izpit iz Janše, to so vaše domneve, Goloba, gremo naprej, in Jankoviča, da. Pa en tuj ali pa levi politik za izbirni predmet. Jaz predlagam Kordiš ali pa Trump. Oba sta na svoj način very special. 2. letnik, estrada, začetni in nadaljevalni. Jan Plestenjak,
vaje izpetja in vzklikanja. Jože potrebuješ Vaje iz vesela pa do življenja pa marketinga. pa Vili Resnik, vaje iz plezanja po strehah in pa bukiranje 4 špilov na dan. Na koncu še kombinacija Jože Janša, Vili Kordiš, za tiste malo bolj pogumne. In pa 3. letnik, pantomima, Nika Prevc, mojstrstvo tihe samozavesti, Primož Roglič, počasno pospeševanje, stavka, stavek in najtežji modul ljudje brez izrazite osebnosti. Logar pa Prebilič. Izpit opravite, če vas med imitiranjem nihče ne opazi. Tako da, dragi CPI, če boste kdaj želeli razširiti program, jaz sem tukaj in sem vam na voljo. Spoštovani, pred nami je večer, ko se spominjamo poti, ki ste jo prehodili v CPI. Nocoj bomo pogledali naprej in predvsem praznovali znanje. Če nas je zadnjih 30 let česa naučilo, je to, da je dober kader dragocen, odličen kader neprecenljiv, vrhunski kader pa drag. In o tem nihče ne ve toliko kot naš današnji gostitelj, direktor Centra Republike Slovenije za poklicno izobraževanje, magister Gregor Mohorčič. Prosim. Spoštovana predsednica Republike Slovenije, dr. Nataša Pirc Musar, spoštovani minister za vzgojo in izobraževanje, dr. Vinko Logaj, spoštovani državni sekretar na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Dan Juvan, cenjeni direktorica Gospodarske zbornice Slovenije, Vesna Nahtigal, predsednik Obrtno-podjetniške zbornice, gospod Blaž Cvar in direktor Obrtno-podjetniške zbornice, gospod Danijel Lampreger, spoštovani predsednik Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dr. Boris Dular, direktorice in direktori javnih zavodov, bivši direktorici in direktorji Centra za poklicno izobraževanje, sodelavke in sodelavci na ministrstvih, cenjeni direktorice, direktorji, ravnateljice, ravnatelji šolskih centrov, srednjih šol, višjih šol, predstavniki Obrtne in gospodarske zbornice, socialni partnerji, strokovnjaki in strokovnjaki, dragi sodelavci in cenjeni gosti. Z velikim ponosom vas pozdravljam ob 30-letnici Centra Republike Slovenije za poklicno izobraževanje. Današnji jubilej je priložnost, da se ozremo na 30 letja razvoja, ki so odločilno oblikovala ne samo CPI, temveč in predvsem slovenski prostor poklicnega in strokovnega izobraževanja. 30 letja razvoja sistema poklicnega izobraževanja so zgodba o vztrajnosti, sodelovanju in skupni viziji. To so leta, v katerih smo dokazali, da dialog premika meje, da partnerstvo ustvarja rezultate in da skupna vizija ni le beseda, temveč želja po pravih spremembah. Center je bil ustanovljen leta 1995 kot stičišče znanja, partnerstev in idej. Danes je osrednja institucija, ki povezuje šole, delodajalce, zbornice, raziskovalce in evropska omrežja z jasnim ciljem: zagotoviti sistem poklicnega izobraževanja, ki je kakovosten, vključujoč, prožen ter usmerjen v prihodnost. V tem času smo skupaj postavili temelje sodobnega sistema poklicnega izobraževanja, ki omogoča prilagodljivost, povezovanje z delodajalci, združuje različne oblike učenja, tako v šoli kot na delovnem mestu, priznava predhodno pridobljena znanja in odpira vrata odraslim v procese vseživljenjskega učenja. Z uveljavitvijo poklicnih standardov smo dobili jasen okvir za razvoj kompetenc, ki jih posameznik potrebuje za uspešno premagovanje ne samo izzivov na trgu dela, temveč tudi za svoj osebni razvoj in prispevek v družbi. Kompetenčno zasnovani programi so postali most med šolo in trgom dela, med teorijo in prakso. Ob letošnji obletnici praznujemo tudi vrsto pomembnih mejnikov: 25 let nacionalnih poklicnih kvalifikacij, 20 let Europasa, 10 let delovanja nacionalne referenčne točke za kakovost, 10 let slovenskega ogrodja kvalifikacij. To niso le mejniki,
To so dosežki, ki vsak dan vplivajo na življenje učencev, dijakov, odraslih, učiteljev in delodajalcev. To so spremembe, ki jih vidimo v napredku posameznika, v zadovoljstvu mentorja, v uspehu podjetja in v širši družbi, ki raste na temeljih znanja, dela in ustvarjalnosti. Pred nami so spremembe, ki zahtevajo drznost in ustvarjalnost, digitalna preobrazba, umetna inteligenca, zeleni prehod, demografski premiki in globalni izzivi od nas terjajo sistem, ki temu ne le sledi, ampak predvsem predvideva. Poklicno izobraževanje postaja ključni mehanizem odpornosti naše družbe in konkurenčnosti našega gospodarstva. Center vstopa v novo razvojno obdobje. Razvijamo koncept mikrodokazil, skrbimo vsebine za poklice prihodnosti, odpiramo prostor digitalnim in zelenim kompetencam, spodbujamo vključevanje ranljivih skupin, odpravljamo stereotipe in širimo možnost za odrasle. Pri tem ostaja naše poslanstvo jasno. V sodelovanju z deležniki skrbeti za razvoj poklicnih standardov in kompetenčno zasnovanih izobraževalnih programov, ki posamezniku omogočajo osebno rast in uspeh, gospodarstvu pa stabilnost in napredek. Ob tej obletnici se iskreno zahvaljujem vsem, ki ste soustvarili Center za poklicno izobraževanje in skrbeli za razvoj poklicnega šolstva. Ministrstvom, zbornicam, socialnim partnerjem, strokovnim svetom, šolam, delodajalcem, raziskovalcem, evropskim partnerjem in vsem, ki ste verjeli v ta sistem. Velika zahvala pa gre predvsem nekdanjim direktorjem in direktoricama, nekdanjim zaposlenim ter sedanjim mojim kolegom, sodelavkam in sodelavcem centra. Vaša predanost, znanje in vztrajnost so temelj, na katerem stoji vse, kar danes praznujemo in vse, kar bomo ustvarili jutri. Zato ne praznujemo zgolj 30 let institucije, praznujemo vas, ki ste 30 let verjeli v sistem poklicnega izobraževanja ter delali, vztrajali in dokazali, da prihodnost ni naključna, ampak jo soustvarimo skupaj. Spoštovani, zbornik ob 30-letnici centra ima veliko poglavij in na vsa smo lahko zelo ponosni. A še pomembnejše je naslednje poglavje, ki ga bomo napisali skupaj, v dobro udeležencev v poklicnem izobraževanju. Iskrene čestitke ob 30-letnici centra in hvala, ker skupaj soustvarjamo prihodnost poklicnega izobraževanja v Sloveniji. Prihodnost, ki raste z ljudmi in zaradi ljudi. Hvala. Hvala lepa gospodu Mohorčiču, kot smo lahko slišali in bomo verjetno še slišali, predvsem zato, ker je res 30 let delovanja CPI dokaz, da se dobre stvari zgodijo, ko se združijo prave ideje, pravi ljudje in dovolj dolgi roki za prijavo na razpis. Ko govorimo o uspehu poklicnega izobraževanja v Sloveniji, v resnici govorimo o skupnem športu. Tu niso pomembni samo trenerji, torej država in njene politike, ne samo igralci, delodajalci, ki vsak dan vlagajo v znanje svojih ekip, ne samo podporniki, strokovnjaki, mentori, predavatelji, ki delijo svojo prakso. In ne samo organizator, CPI, ki vse te ljudi spravi v isti prostor in kar je še težje, na isto stran. Šele ko vsi ti deležniki sodelujejo, nastane izobraževanje, ki ima učinek. Izobraževanje, ki ne ostane v fasciklu na polici, ampak ga ljudje dejansko odnesejo v prakso in to dela CPI. Povezuje, usmerja in včasih celo prepriča delodajalce, da je izobraževanje strošek, ki se najbolj splača. Zato je prav, da ob tej 30-letnici pogled vržemo tudi naprej v prihodnost, kjer bo sodelovanje države, gospodarstva in strokovnih inštitucij še toliko bolj ključno. In zdaj z velikim veseljem napovedujem osebo, ki je v svoji karieri dokazala, da znanje, integriteta in pogum še vedno sodijo v isto poved. Na oder prihaja predsednica Republike Slovenije, doktorica Nataša Pirc
Musar. Najprej en lep dober večer vsem skupaj. Ste v redu? Nekam resni ste. No, se izobraževanje je resna stvar, a ne? Ampak, ne, ko je Tilen rekel, a je 30 let malo ali veliko, po 30. se življenje šele dobro začne, a ne? Mal manj si nor, upam, da nima Adi Smolar prav bolj star, bolj nor, ali je to predin, se vseeno. Skratka, spoštovani direktor Centra Republike Slovenije za poklicno izobraževanje, magister Gregor Mohorčič, spoštovani minister za vzgojo in izobraževanje, dr. Vinko Logaj, spoštovana generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije, Vesna Nahtigal, spoštovani predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, Blaž Cvar, spoštovane gospe in spoštovani gospodje. Z velikim veseljem praznujem z vami 30-letnico Centra Republike Slovenije za poklicno izobraževanje, 30 let zavzetega dela, razvoja, inovacij, sodelovanja, vztrajanja pri kakovosti ter zagotavljanja prihodnosti mladih in razvoja družbe kot celote. Dovolite mi, da ob tem jubileju izrečem iskreno in globoko priznanje vsem, ki ste v teh 3 desetletjih z znanjem, vizijo in predanostjo soustvarjali podobo slovenskega poklicnega in strokovnega izobraževanja. Slovenija je zaradi vas uspešnejša, močnejša in samozavestnejša. V šoli se tlakujejo poti prihodnosti. Poklicno in strokovno izobraževanje je pomemben del teh poti, ki mladim omogoča in jih spodbuja, da odkrijejo svoje sposobnosti, krepijo svoje spretnosti in najdejo svoje mesto v družbi, temelječi na razvoju, odličnosti, sodelovanju in solidarnosti. Poklicno izobraževanje ima v Sloveniji dolgo tradicijo povezovanja z gospodarstvom, obrtnimi in gospodarskimi zbornicami ter drugimi socialnimi partnerji. Prav na tej tradiciji temelji dragoceno poslanstvo CPI kot povezovalca in inovatorja. S pripravo razvojnih in strokovnih rešitev povečati kakovost in privlačnost poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter tako prispevati k konkurenčnosti gospodarstva in večji socialni vključenosti prebivalstva. CPI tako ni le institucija, je povezovalec med izobraževalnim sistemom in trgom dela, šolami in podjetji, delodajalci, zbornicami, raziskovalci in državo. Je inovator in omogoča pretok idej, izkušenj in potreb ob upoštevanju načela enakih možnosti za vse. Te naloge, kot vem, opravljate z izjemno zavzetostjo, strokovnostjo in odgovornostjo in prav zaradi tega je sistem poklicnega izobraževanja pri nas pregleden, sodoben, predvsem pa odziven na potrebe časa. Danes so pred vsemi novi izzivi. Evropske usmeritve poudarjajo prožnost izobraževanja, digitalizacijo, okrepljeno socialno partnerstvo ter krepitev trajnostne konkurenčnosti, socialne pravičnosti in odpornosti. Vaši rezultati dokazujejo, da te trende pozorno spremljate in nanje odgovarjate z jasno vizijo CPI kot osrednje državne razvojno-raziskovalne institucije, ki znanjem in inovacijami vpliva na kakovost vseživljenjskega učenja in prepoznavnost slovenskega poklicnega izobraževanja doma in v tujini. In to delo ni nevidno. Je dragoceno, je strateško, je nenadomestljivo. Dovolite mi, da posebej izpostavim še en razlog za ponos. Kot nacionalni predstavnik Slovenije na področju tekmovanj Euroskills in Slovenija Skills povečujete prepoznavnost naših strok in krepite ugled Slovenije na mednarodnem prizorišču. Iskreno čestitam slovenskim mladim tekmovalcem na Euroskills 2025 na Danskem. Z bronasto medaljo in 4 medaljami odličnosti ste dokazali, da se slovensko znanje, spretnosti in ustvarjalnost lahko kosajo z najboljšimi v Evropi. In vaši dosežki niso naključje. So rezultat dobrega sistema, ki ga soustvarjate
in jasno kažejo, da si slovensko poklicno in strokovno izobraževanje zasluži vso pohvalo in ugled. Z visoko strokovnim delom zagotavljate, da poklicno izobraževanje ostaja živi organizem, dinamično in praktično vpeto v realni svet, pripravljeno na izzive sedanjih hitrih sprememb. Danes CPI opravlja številne ključne naloge, od razvoja poklicnih standardov in sodobnih modularnih programov, spremljanja njihovega uvajanja do vrednotenja zaključnih izpitov in poklicne mature, razvoja novih didaktičnih pristopov, priprave sodobnih učnih gradiv ter zastopanja Slovenije v številnih evropskih mrežah. Izredno pomembna sta tudi usposabljanje in izpopolnjevanje učiteljev, strokovnih delavcev in mentorjev, ki so srce poklicnega in strokovnega usposabljanja. Učiteljice in učitelji so ob mladih, ko prvič vstopijo v delavnico ali učilnico, ko naredijo napako in ko dosežejo svoj prvi uspeh, ne gre le za predajanje znanja, temveč za zgled in prenos vrednot. A se kdo oglasil? Vaše delo oblikuje prihodnost in vaša človečnost daje mladim pogum. In vaša strokovnost omogoča, da se Slovenija postavlja ob bok najboljšim. Hvala vam iz srca za vsako uro, vsak nasvet, vsako spodbudo in potrpežljivost, kar ni nikoli napisano v poročila, a prav to mlad človek nosi s seboj v življenje. Šolstvo in z njim poklicno izobraževanje sta kot svetilnik, ki usmerja mlade v ustvarjalno prihodnost. Svetilnik, ki opogumlja, da se odpravijo na pot samozavestni, odgovorni in ustvarjalni. Ob tem čestitam tudi ob 25-letnici sistema nacionalnih poklicnih kvalifikacij, ki pomembno prispeva k uresničevanju ciljev vseživljenjskega učenja, 20-letnici nacionalnega centra Europass, podpore mobilnosti, prepoznavnosti in razvoju kariere v Evropi, ter 10-letnici referenčne točke NRP Equavet, ki deluje kot povezovalni člen med evropskimi politikami in nacionalnimi pobudami za razvoj kakovosti poklicnega in strokovnega izobraževanja. Naj bo 30. obletnica Centra Republike Slovenije za poklicno izobraževanje tako navdih za nova povezovanja, nova partnerstva in nove generacije, ki bodo z vašo pomočjo razvijale svoje zmožnosti in talente ter z njimi gradile boljši svet odličnosti in blaginje. Naj zaključim z mislijo Nučo Ordine. Samo znanje lahko delimo, ne da bi postali reveži. Nasprotno, znanje bogati tistega, ki ga daje in tistega, ki ga sprejema. Sama k temu dodajam še človečnost. Vedno na koncu povem še nekaj iz glave, tudi danes bom. Veste, v naši družbi je veliko samozavesti, čeprav si morda kdaj mislimo, da jo je malo, premalo. Ampak samozavest se gradi, v to iskreno verjamem, skozi solidarnost in človečnost. Pomagati drugim je ena večjih vrednot, ki jih človek lahko ima. Ko pomagaš posamezniku, gradiš odnos. Ko pomagaš večjim, pomagaš skupnosti in s tem delaš spremembe. In to delate vi, tudi na CPI-ju. Zdaj nisem ravno stand-up komik, ampak bom poskušala z eno šalo zaključiti, pa mi bo Tilen kasneje povedal, je bila v redu ali ni. Pravijo, da je smeh pol zdravja. In nasmeh je najboljši facelifting, pa še zastonje. Hvala lepa in vse najboljše v imenu Republike Slovenije. Najlepša hvala, gospa predsednica, za ta navdihujoč nagovor. Sedaj pa je čas, da oder prepustimo našim hišnim glasbenim mojstrom, šolski bend Srednje šole tehniških strok Šiška,
ki nam bo za to jubilejno priložnost zaigral 2 skladbi, Ne bodi, kar nisi in Zemlja pleše. Še posebej pa smo počaščeni, da se jim bo pri drugi skladbi pridružila ena in edina Anika Horvat. Samo opozorilo, pri drugi skladbi bo mogoče majčkeno započakati. Bom, ker ne morem, ker res ni mogoče, razum mi dopušča, srce pa kar noče, ga sploh ne utišam, se vem, da ne laže, ko se gre po svoje, spet pot mi pokaže, si hodil v vrsti, jaz grem pa po svoje, brez veze, pa vendar lepo je, ujete so želje, za vse so predpisi, srce pa mi pravi, ne bodi, kar nisi. Ni mar mi za norme, pa vsa ta pravila, ničesar ne rabim, želim si le krila. Letela bom zase, svobodna kot ptica, ne bo več dosegla me vaša resnica. Vsi nosijo maske, jaz nočem se skriti, verjamem še v sanje, želim le ljubiti. V svet je izložba, bleši se napisi, srce pa mi pravi, ne bodi, kar nisi. Nosijo maske, jaz nočem se skriti, verjamem še v sanje, želim le ljubiti. V svet je izložba, bleši se napisi, srce pa mi pravi, ne bodi, kar nisi. Ne bodi, kar nisi. Ne bodi, kar nisi. Sem prišla prav. Sredi zvezd, noč in dan, vse vrti ta svet, zemlja pleše, tja med zvezde. Pade sneg, pride maj, pride spet jesen, 1000 let že, zemlja pleše. Orion, saksofon, mesec kontrabas, zemlja pleše, tja med zvezde. In z njo gradu vsak oblak, in čestice in celo sandaji, mali dom. Rapaj, rapaj, pa 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 la la. 1000 let že, zemlja pleše. Wow. 1000 let že, zemlja pleše. Orion, saksofon, mesec kontrabas, zemlja pleše. Ja med zvezde, in z njo gradu vsak oblak, in čestice in celo sandaji, mali dom. Wapapaj, rarapaj, wapaparara, zemlja pleše, ja med zvezde. Wapaj, rapaj, wapaparapa, 1000 let že, zemlja pleše. Orion, saksofon, mesec kontrabas, zemlja pleše. Ja med zvezde, in z njo gradu vsak oblak, in čestice in celo sandaji, mali dom, in celo sandaji.
Hvala. En aplavz za naše fante. Ni samo šolski bend, je svetovno dober bend. Hvala. Trideset let gradimo odličnost v znanju, v poklicih, v ljudeh. Poklicno in strokovno izobraževanje v Sloveniji odpira vrata v svet dela, inovacij in ustvarjalnosti. Povezuje šole in delodajalce, omogoča nadaljevanje šolanja. Je pot, ki vodi k mojstrstvu in naprej. Zgodbe ljudi, ki so začeli v poklicnem izobraževanju in danes so ustvarjajo prihodnost, to potrjujejo. Sem Gregor Majtič, trenutno rektor Univerze v Ljubljani. Sem se začel svojo izobraževalno pot po osnovni šoli na srednjem 13. šoli kot prvo generacijo usmerjenega izobraževanja, ko se je na nek način govorilo o tem, da se ukinjajo gimnazije, splošno izobraževanje in da bodo vse poti vodile preko poklicnega izobraževanja. Seveda pa mi je dala moja srednja šola dobro osnovo, predvsem na strokovnem področju, da sem potem lahko uspešno nadaljeval pot na veterinarski fakulteti in se kasneje potem tudi vključil v akademsko kariero, ki me je zdaj pripeljala do pozicije, na kateri sem trenutno, pri vodenju največje in najstarejše slovenske univerze. Kaj svetovati mladim, ko se odločajo za svojo poklicno pot? Predvsem to, da sledite srcu. Sam vedno zagovarjam to, da se moramo pri odločanju za poklic odločati, kaj je tisto, kar nas resnično veseli. Če nas bo pri tem vodilo to, kje bomo lažje dobili službo, kje bomo zaslužili več denarja, bomo sicer morda uspešni pri tem, da bomo zaslužili dovolj denarja, a resnično uspešni v svojem poklicu ne bomo. Če pa bomo izbrali poklic s srcem, bomo v njem zagotovo uspešni in bomo v njem lahko živeli celo življenje. In tudi v današnjem spremenjajočem se svetu, ko se pojavljajo vedno nove poklici, ko izginejo stari poklici, je pomembno še toliko bolj, da se sledi svojemu srcu, tudi če danes še ni morda službe, v poklicu, o katerem razmišljate, se bodo pojavile nove službe in če boste to delo opravljali z veseljem, boste morda tudi sami kreirali te nove poklice. Ja, zdravo. Moje ime je Robert Lešnik. Sem po poklicu avtomobilski oblikovalec in trenutno vodja exterior dizajna pri Mercedes-Benzu. Ja, kako se je vse skupaj začelo? Ja, pri 14-15 letih se pač vprašaš, kaj hočeš delati, mogoče kasneje po študiju in kako se naj poklicna pot sploh začne. Moja se začela takrat seveda še v drugi državi, v drugem času in seveda brez interneta v Mariboru na srednji strojni šoli. In če gledam nazaj, je bila ta odločitev definitivno prava. Predvsem zato, ker je vse to, kar sem se tam naučil, vse to mi je pomagalo tudi pri tem, kaj danes delam. In kaj delam danes? Oblikujem avtomobile, kot tak je za mano in najboljše je seveda, da se z svojimi izdelki praktično tudi vozim. Ja, kaj bi svetoval svojemu 15-letnemu, recimo meni? Biti pogumen, si upati tudi iti v tujino, pogledati čez rob krožnika in se na koncu enostavno odločiti za to, kar ti pač recimo leži, kar je po tvojem okusu, po tvojem srcu in seveda, kaj ti je všeč. Have fun. Pozdravljeni, moje ime je Alma Rekič in danes bom povedala, zakaj sem se sama odločila za poklicno izobrazbo. Ja, vedno sem se želela biti kuharica, še danes povsem sem strastna kuharica in seveda to mi je prinesla moja poklicna izobrazba. Veliko ljudi mi je reklo, zakaj bo poklicna izobrazba, zato, ki se to sama želi. Kajti poklicna izobrazba ne pomeni nekaj slabega, pomeni nekaj dobrega. Meni je to prineslo veliko novih izkušenj, veliko novih prijateljev, izzivov. Danes sem uspešna kuharica, bila sem na svetovnih prvenstvih, olimpika in tako dalje. Seveda tudi sodnica.
Ampak ne pomeni samo poklicna izobrazba vse, kar si želite. Vložiti morate trud, sebe, želeti si to in skupaj s svojo poklicno izobrazbo lahko dosežete marsikaj. Srečno vsem skupaj. Drage dame in gospodje, po glasbi, šalah in slovesnosti je čas, da damo besedo človeku, ki ga v šolstvu poznajo vsi. Nekateri iz spoštovanja, drugi pa, ker ga morajo. Z nami je minister za vzgojo in izobraževanje, dr. Vinko Logaj. Prosim. Spoštovana predsednica, dr. Nataša Pirc-Musar, spoštovani direktor Centra Republike Slovenije za poklicno izobraževanje, magister Gregor Mohorčič, cenjeni gostje in gosti. Lepo pozdravljeni. Veliko zadovoljstvo mi je, da sem danes z vami ob praznovanju 30. obletnice Centra Republike Slovenije za poklicno izobraževanje. Center za poklicno izobraževanje je inštitucija, ki je v treh desetletjih svojega delovanja pustila pomemben pečat v slovenskem izobraževalnem prostoru in s svojim delom prispevala k razvoju družbe znanja ter krepitvi slovenskega poklicnega in strokovnega izobraževanja. V 30 letih se je Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje razvil v pomembno strokovno, razvojno in svetovalno inštitucijo na svojem področju. Pomembno je, da deluje v partnerstvu z Gospodarsko in obrtno zbornico ter pod okriljem dveh resornih ministrstev, to je Ministrstva za vzgojo in izobraževanje in Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Ima tudi pomembno vlogo pri sodelovanju s šolami in pri razvoju izobraževalnih programov. Poklicno izobraževanje ima v naši družbi posebno vlogo. Je most med izobraževalnim sistemom in trgom dela, med znanjem in prakso, med generacijami. Posameznikom omogoča, da razvijajo svoje talente in potenciale, hkrati pa zagotavlja gospodarstvo usposabljanje kadra, brez katerih ni napredka in blaginje. Kadar govorimo o inovativnosti, trajnostnemu razvoju in konkurenčnosti slovenskega gospodarstva, govorimo tudi o kakovosti poklicnega izobraževanja in tu Center za poklicno izobraževanje ima svojo ključno vlogo. Danes se poklicno in strokovno izobraževanje nahaja pred novimi izzivi. Digitalizacija, zeleni prehod, demografske spremembe in globalna konkurenca od ljudi zahtevajo prilagodljivost, ustvarjalnost in sposobnost vseživljenjskega učenja. Zato šolski sistem ne more zagotavljati znanj za posamezna delovna mesta. Lahko pa zagotavlja znanja in veščine, ki so osnova za prilagajanje potrebam na delovnih mestih. Le z ustrezno vizijo in predanim delom, podkrepljenim znanjem, izkušnjami in strokovno mrežo, bomo te izzive uspešno reševali tudi v prihodnje. Zahvaljujem se vsem zaposlenim in sodelavcem Centra za poklicno izobraževanje, vsem bivšim direktorjem, sem bivšim zaposlenim, ki ste soustvarjali in boste soustvarjali prihodnost slovenskega poklicnega in strokovnega izobraževanja. Vaše delo pogosto poteka stran od oči javnosti, a njegov vpliv sega daleč v učilnice, delavnice, podjetja in življenja mladih ljudi. Zahvala gre tudi vsem ustanoviteljem, nekdanjim direktorjem, sodelavcem, ki ste v preteklosti tlakovali pot centra ter partnerjem iz gospodarstva, šol, zbornic in strokovnih inštitucij, ki skupaj s centrom gradite uspešno zgodbo
poklicnega izobraževanja v Republiki Sloveniji. Spoštovane in spoštovani, 30 let ni le obletnica, je priložnost za pogled naprej. Naj bo ta današnji jubilej zato spodbuda za nove ideje, sodelovanja in razvojne pristope, s katerimi bomo slovensko poklicno izobraževanje ohranjali kakovostno, sodobno in povezano z realnimi potrebami družbe ter gospodarstva. Ob tej slovesnosti vsem iskreno čestitam, naj vas na vaši poti vodi vizija odličnosti, sodelovanja in ustvarjalnosti v dobrobit mladih, šol, podjetij in celotne družbe. Hvala lepa in srečno tudi v bodoče. Pozdravljeni, sem Kenan in sem bivši dijak srednje šole za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani. Moja smer je bila industrijsko oblikovanje. Tam sem se naučil osnov vizualnega razmišljanja, kako idejo prenesti na papir in jo razviti v izdelek. Kako povedati zgodbo skozi produkt in potencialno inspirirati končnega uporabnika. Prav ta zgodnja leta so mi dala temelje discipline, kreativnosti in poguma, da sledim lahko svojim sanjam. Želel sem združiti svojo strast do športa in oblikovanja, zato sem si zadal cilj priti v športno industrijo in oblikovati športno obutev za najboljše športnike. Če sem želel delati za najboljše, sem potreboval tudi talent in trdo delo in prav to sem se tudi naučil skozi moja 4 leta na srednji šoli za oblikovanje in fotografijo. Danes delam kot oblikovalec športne obutve, predvsem kopačk, na nogometnem oddelku v Pumi in seveda vsak projekt me zmeraj spomne na moja mlada leta v šoli, ko sem zmeraj skiciral skozi vse učbenike in delovne zvezke in knjige, ki sem jih imel. Sanje so mi postale resničnost in zdaj želim z delom ustvarjati naprej in tudi navdihniti mlade, da se pridružijo moji industriji. Če bi lahko kaj sporočil svojemu 15-letnemu sebi, bi bilo to, da nikoli ne nehaj sanjati. Živjo, sem Eugen Benedik, prihajam z pediatrične klinike UKC Ljubljana, kjer delam kot klinični dietetik in biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, kjer predavam z področja klinične prehrane in klinične dietetike. V srednjo šolo sem hodil v biotehniški center Naklo. Spomine na ta čas imam izjemno lepe, namreč v tem obdobju sem nekako se odločal, kam in kako naprej. Vedel sem vedno, da me zanima naravoslovje, zato sem že od malih nog želel postati znanstvenik. In seveda biotehniški center v Naklem mi je ponudil prav to. In sicer lahko sem spoznal v podrobnosti življenjske znanosti, predvsem na področju živilstva. Ko sem zaključil srednjo poklicno šolo živilski tehnik, sem se seveda potem upisal naprej na biotehniško fakulteto na študij živilske tehnologije. In če bi se mogel vrniti nazaj v preteklost, bi naredil še enkrat isto oziroma sprejel še enkrat isto odločitev. In sem prepričan, da danes definitivno ne bi imel tako širokega pogleda, kot ga imam, če ne bi se odločil za to srednje poklicno izobraževanje. Moje današnje sporočilo je posneto tukaj, v naravi. Med rastlinami, med izdelkom, ki sem ga pripravil, in s tem sporočam pravzaprav, da je naš poklic cvetličarja, vrtnarja, agronoma pravzaprav izjemen privilegij. Kajti vsak dan smo v stiku z naravo, vsak dan smo v stiku z življenjem, ki ga sporočajo rastline, pa tudi živali. Ko sem kot 15-letnik odhajal prvi dan v srednjo šolo, takrat mi zagotovo ni bilo najbolj lahko. Ampak moram reči, da me pravzaprav nihče nikdar ni oviral pri tem,
ali je ta odločitev prava ali ni prava, ker je bila prava odločitev. In tudi, kadar začutite naravo in začutite afiniteto do dela z rastlinami, naj vas pri tem nihče in nič ne ovira. Kajti tisto, kar delamo radi, delamo tudi uspešno. In poklicna strokovna šola je samo začetek karierne poti na strokovni vertikali, ki lahko prileze tudi do doktorata. In strokovne osnove so tudi meni dale izjemno bogato znanje, ki je bila velika podpora seveda pri nadaljnjem šolanju. Torej, če bi se moral s 15 leti odločati še enkrat, bi bila izbira jasna. Delo z rastlinami. Lep pozdrav, sem Martina Hvalc. Po izobrazbi sem slavistka, po poklicu pa kmetica. Študirala sem na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kjer sem spoznala tudi svojega moža Aleša, ki prihaja iz družinske ovčerejske kmetije s Planine pod Sevnici. Tja sem se po poroki tudi vselila in takrat sva imela z možem tudi nek pogovor o tem, kako bi razvijala naprej kmetijo in se soglasno odločila, da jo želiva še povečati in razširiti. Tako sem se leta 2012 na kmetiji tudi zaposlila in zelo kmalu pričela tudi samostojnim delom z živalmi. Opravila sem tudi izpit F kategorije in aktivno pomagala možu pri trakcijskih opravilih. Ker sem tekom let pridobila kar precej znanja z področja živinoreje, sem v zadnjem času imela željo tudi po neki strokovni podlagi oziroma po pridobitvi NPK, živinorejec. Zato sem se letos odločila za ta korak in ga tudi uspešno opravila. Opravila sem 40-urno izobraževanje, ki ga organizira KGZS. Tam smo poslušali različne predavatelje, ki so nam zelo obširno in natančno razložili različna področja živinoreje, na primer o sami dobrobiti živali, o kakovostni predelavi trna smo se pogovarjali, o gnojenju in tako dalje. Zame je bila to zelo pozitivna in zanimiva izkušnja in tudi trdno verjamem, da bo vse dodatno znanje, ki sem ga pridobila tekom tega izobraževanja, pozitivno vplivalo tudi na moje delo na domači kmetiji. Če bi lahko dala še kak nasvet sebi v mladih letih, bi sigurno si rekla, da ko smo mladi, da v bistvu se neka naša identiteta še gradi, se še oblikujemo, zato ni nič čudnega, če se potem v življenju znajdemo v nekih drugih poklicnih vodah in v tistih, za katere smo se izobraževali. S tem ni nič narobe, vedno se da narediti neka prekvalifikacija, tako kot sem jo naredila jaz, in potem z zadovoljstvom opravljati ta poklic tudi naprej. Spoštovani gostje, ob 30-letnici Centra Republike Slovenije za poklicno izobraževanje se danes dotikamo tudi tem, ki presegajo zgolj šolske klopi, saj se pravo delo začne tam, kjer se srečata znanje in življenje. Zato nas še posebej veseli, da je z nami predstavnik ministrstva, ki vsak dan soustvarja pogoje za boljše delo, močnejše družine in bolj vključujočo družbo. Besedi vabim državnega sekretarja na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Dana Juvana. Prosim. Lep pozdrav, spoštovana predsednica, spoštovani minister, spoštovani gospod direktor, vsi ostali gostje in seveda vsi prisotni.
V imenu ministrstva se vam zahvaljujem za vabilo na praznovanje vašega jubileja. Slovenski sistem vzgoje in izobraževanja je primerjalno izredno uspešen, tako z vidika izobraževanja kot z vidika preseganja družbenih razlik. Razlog je med drugim tudi v tem, da je ta proces usmerjan s strani pedagoških delavcev in drugih strokovnjakov, ki tvorite hrbtenico našega brezplačnega in javnega šolskega sistema. Ob tej priložnosti moram poudariti, da poklici v vzgoji in izobraževanju v Sloveniji žal ne uživajo ugleda, ki jim glede na njihov velik pomen za razvoj družbe pripada. To se odraža predvsem na zagotovljenih sredstvih in plačah delavcev v stroki ter slabih pogojih dela. Samo stalno vlaganje v naše mlade in v programe vseživljenjskega učenja bo omogočalo, da se naša družba sooči s temeljnimi izzivi prihodnosti, vse večjimi pritiski mednarodnega okolja, okoljsko krizo in družbenimi konflikti. Poklicno izobraževanje omogoča različne oblike dodatnega usposabljanja, prekvalifikacije in nadgrajevanje znanj, kar je bistveno v času hitrih tehnoloških in družbenih sprememb, s tem pa omogoča, da noben član naše družbe ne ostane zadaj. Pomemben del učenja predstavlja tudi neformalno izobraževanje in usposabljanje ter priznavanje znanj, spretnosti in kompetenc v okviru zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah, ki je bil v Sloveniji razvit tudi ob strokovni podpori Centra za poklicno izobraževanje. Od sprejema zakona leta 2020 do sedaj je bilo v okviru navedenega sistema podeljenih skoraj 120.000 certifikatov, kar je pomemben dosežek, na katerega ste lahko ponosni. Zato se v imenu ministrstva vsem sodelavcem centra iskreno zahvaljujem za doslej opravljeno delo in strokovno podporo pri nadaljnjem razvoju sistema. Ministrstvo za delo podpira vse programe, ki dajo moč posamezniku, da se aktivno udejstvuje, pridobiva novo znanje, se vključuje v družbo in žanje sadove svojega znanja in dela svojih rok. To pa lahko dosežemo samo, če imamo vzpostavljene pogoje za kakovostno poklicno in strokovno izobraževanje, ki sledi širšim potrebam družbe in posameznika. Pri vzpostavljanju takšnega sistema pa ima center pomembno vlogo, saj je odgovoren tako za pripravo poklicnih standardov, kot tudi izobraževalnih programov na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja. Pravica do izobrazbe in pravica do dela sta univerzalni. In Center za poklicno izobraževanje je eden tistih, ki ta načela uresničuje in zagotavlja prav za vsakega. Hvala za vaše ideje, hvala za vaš trud, hvala za vaše delo in s tem vaš prispevek k slovenskemu izobraževanju. Hvala lepa. Vse najboljše za 30 let Center za poklicno izobraževanje. Direktor Gregor Bohorčič je tako kot jaz eden najboljših kapetanov na svetu in je svojo ekipo, tako kot argentinska nogometna reprezentanca, svetovni prvak. Vamos, CPI! Razmišljam da polako završim sa tenisom i da će mi trebati neki drugi posao. Gledao sam na CPI da vidim da li mogu da dobijem neku stručnu kvalifikaciju. Vidim da ima dosta opcija. Naprimer, mogli bi da mi priznaju da sam mesar jer stvarno dobro sečem loptice. Mogao bi biti serviser jer moj servis je stvarno jak. S obzirom na to kako dobro igram na mreži, mogao bi biti ribar ili nešto slično, odnosno mogao bih biti stolar s obzirom na to kako dobro znam da zakucavam. Tenis je okej hobi, ali meni treba pravi posao. Ma jaz sem fantam na igrišču zmer govoril, ko so me sprašvali za svojo prihodnost, pa kaj naj naredijo pa za kariero. Fantje, nehte sanjati, pejte na CPI, k fuzbal je fajn šport za vse, sam če imaš pa zraven še eno poklicno kvalifikacijo, je to veliko bolj ziher, da boš dobil službo kot zobotehnik ali pa računalničar, kot pa levi bek pri Barceloni. Ne. Zato tudi Zahovič ni kupil Šmarne gore, ki je ugotovil, da bi mogel narediti 4-letni program za gozdarskega tehnika in to je resna zadeva. Žoga je okrogla, karijera pa ni, zato je boljš imeti vsaj nekje ravne robove, recimo na diplomi.
Dober večer, Adi Smolar tukaj. Pa se v redu danes. Nič se bati, nič ne bo hudega. Za 30 let ZPI sem tudi sam napisal eno pesem, v kateri bom predstavil vseh poklice, ki jih imamo. Menda jih je 20, ampak kolikor sem prešteval, jih je nekaj več. Pa smo malo skršili, pa smo jih dali na 20. Evo, slabo zagotovo vsi poznate, lahko zraven tudi kakšno zapojete, malo zamigate, lahko zaplešate. Gre pa takole. V življenju je tako, če hočeš dober žvet, malo znanja izobrazbe je pač treba imeti. Trdo delo, trud, učenje, solze, kri in švic. Vabimo te k nam, da izbereš si poklic. Karkoli te zanima, je izbire res velik. V resnici izobraževalni smo butik. In zato izbira dobra smo za vsakega, ki zanima ga strokovna kvalifikacija. Pa gremo vsi, pridi na ZPI, pridi kar pa gumno, pridi na ZPI, pridi na ZPI, tam lahko ti zrihtamo pol enih stvari. V 3 letih lahko staneš podeželja gospodar, steklar, mizar, mesar, papirničar, pa tudi gozdar, zlatar, tesar, vrtnar, metalurg ali pek, računalničar, pečar, klepar in kamnostek, električar, administrator, avtoserviser, grafični operater, slaščičar in frizer, tapetnik in živilc, bolničar, negovalc, lahko staneš suhe gradnje, hidroizvajalc. Pridi na ZPI, pridi na ZPI, pridi na ZPI, tam lahko ti zrihtamo pol enih stvari. Če imaš 4 leta časa, lahko rihtamo, da postaneš tehnik za elektrotehniko, aranžiranje, elektronska komunikacija, varovanje veterina in logistika, zobotehnik, geotehnik, lahko postaneš tu, tehnik biomedicine v laboratoriju, optika, oblikovanje, mediji in les, farmacija, ladje, vrtci, pa še kaj vmes, pa pojmo, pridi na ZPI, kar pogumno, pridi na ZPI, pridi na ZPI, tam lahko ti zrihtamo pol enih stvari. Če se ti zares mudi in nimaš lih pulcajta, tudi 2-letne te programe zrihta naša bajta. Baletnik ali ekonomist, kar izberi zdaj, poslovni sekretar ali pa tudi policaj. Menedžment za avtoservis in bionika, komunala, wellness, medijska produkcija, gostinstvo in turizem, tudi naravovarstvo, komercial, geotehnologija in rodarstvo. Pojmo vsi, pridi na ZPI, pridi na ZPI, saj vam gre, pridi na ZPI, tam lahko ti zrihtamo pol enih stvari. Pri nas programe uredimo za res čisto vse, za dijake, vajence in tudi za mentorje. Hitro pridite na našo institucijo, da pravilno tukaj te poinformiramo. Pa pojmo, pridi na ZPI, kar pogumno, pridi na ZPI, pridi na ZPI, tam kvalifikacija poklica se naredi, tam kvalifikacija poklica se naredi, tam kvalifikacija
poklicna scena rodi. Hvala lepa, super ste. Da se ne rabite toliko ploskati, je bilo tako ali tako vse na playback, ali... Ja, takole človek v življenju marsikaj vidi. Enkrat gre dobro, drugič te pa odnese nekam, na kak zavod za zaposlovanje. Jaz sem o tem že pisal pesem. Ena recimo, zavod za zaposlovanje, to je pesem, ki jo poslušaš, ko se sprašuješ, če je tvoj poklic prihodnost ali pa samo hobi. Ta druga je pa rolica papirja. Ta je pa zelo aktualna, ker včasih, ko gledaš gospodarstvo pa politiko pa stanje v državi, si misliš, ja, saj rolico papirja imam pri roki. Za vsak slučaj. In prav je, da danes nekaj besed pove nekdo, ki ve, kako stvari stojijo ali pa vsaj, kako jih moramo držati po konci. Z nami je generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije. Oni so tisti, ki se trudijo, da podjetja rastejo, da mladi najdejo službe, pa da rolico papirja rabimo čim manjkrat. Sprejmimo naslednjo govorko z vsaj takšnim veseljem, kot smo božičnico. Gospa generalna direktorica Vesna Nahtigal, prosim. Lepšega uvoda res ne bi mogla biti deležna. Hvala, res, spoštovani Adi Smolar. Spoštovana predsednica, doktorica Nataša Pirc-Musar, spoštovani minister, dr. Vinko Logaj, spoštovani in cenjeni direktor, gospod Mohorčič, spoštovana kolega iz Obrtne podjetniške zbornice Cvar in Lampergar, spoštovani in cenjeni zaposleni, dragi gostje. Z velikim veseljem sem danes z vami ob tem čudovitem 30-letnem jubileju Centra Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje. Ob tem pomembnem jubileju iskreno čestitam vsem, ki ste v teh 3 desetletjih gradili, razvijali in utrjevali vlogo centra v našem izobraževalnem prostoru. Danes, ko se vsak sektor sooča s pomanjkanjem ustrezno usposobljenih kadrov, se še jasneje zavedamo, kako pravilna in vizionarska je bila odločitev Gospodarske zbornice Slovenije, da so ustanovili center. Že takrat je Gospodarska zbornica Slovenije prepoznala, da potrebujemo močno institucijo, ki bo povezovala potrebe trga dela ter želje in potrebe po izobraževanju posameznikov, in center to poslanstvo izpolnjuje več kot odlično. Center je postal ključna razvojna točka pri analizah trga dela, pri pripravi poklicnih standardov ter pri oblikovanju sodobnih in v prihodnost usmerjenih izobraževalnih programov. Je prostor izmenjave strokovnih mnenj, vozlišče povezovanja šol in podjetij ter pomemben opazovalec mednarodnih trendov, ki jih zna modno prenašati v slovenski prostor. Prav zdaj, ko center vstopa v svoje 4. desetletje, prevzema izjemno zahtevne, a tudi nujne naloge, od modernizacije poklicnega in strokovnega izobraževanja ter vajeništva do prenove višješolskih programov in razvoja digitalno podprtih učnih mest. V gospodarstvu ta prizadevanja močno podpiramo, saj bomo le s posodobljenimi programi in tesnim sodelovanjem med šolami in podjetji zagotovili kadre, ki jih Slovenija nujno potrebuje. Ob tem jubileju bi rada spomnila na misel Nelsona Mandele, ki je v današnjem svetu morda še toliko bolj pomenljiva. Dejal je: izobraževanje je najmočnejše orožje, s katerim lahko spremenimo svet. Center v teh 30 letih je pokazal, da to orožje zna uporabljati odgovorno, premišljeno, z mislijo na prihodnost naših mladih ter na razvoj našega gospodarstva. Na Gospodarski zbornici Slovenije se zavedamo, da brez Centra za razvoj ne bi bil mogoč. Zato si želimo, da tudi v prihodnje ostane
zanesljiv partner gospodarstva in pomemben povezovalec med stroko, šolami, delodajalci ter vsemi deležniki poklicnega in strokovnega izobraževanja. Ob tej priložnosti se vsem sodelavkam in sodelavcem centra iskreno zahvaljujem za vaše delo, vašo predanost, vašo vizijo. Čestitam vam ob 30. obletnici in se veselim nadaljnega sodelovanja za dobro slovenskega znanja, kompetenc in gospodarstva. Iskrene čestitke in vse dobro in srečno tudi prihodnje. Hvala. Dober večer, spoštovani in spoštovani. Nocoj bom za trenutek z vami tudi Janko Ropret. Takole, dragi moji. Programi na CPI-ju so v vseh teh 30 letih postali že zimzeleni. Zato smo se odločili z mojim hišnim bendom, da vam zapojemo v nadaljevanju nekaj tistih najlepših zimzelenih melodij. Poklicna pot, dinamičen proces, ki celo življenje traja res. Učenje, delo, osebnostni razvoj, dober načrt in vse je še pred teboj. Poklicna pot, ni dosežkov, le seznam. Zgodba je, ki ti jo ustvariš sam in ne pozabi, ni znanje sam papir, a fajn je, če daš lahko kaj v okvir. Pridi pogledat na CPI, bomo pomagali ti mi, kak nasvet, pa tečaj in certifikat. Poklicna pot lahko se spremeni, a zate tukaj smo, karkoli se zgodi. Če si odprt za priložnosti, ne vitrovod, k nam pridi not, da zrihtamo poklicno. Si poklicni standardi, znanja so in spretnosti, ki jih imaš. Za ljudi iz panoge povedo, kaj naloge so, ki jih zahteva stav. In odkar ta svet stoji, ki pri nas določa CPI. Predlaga standard, katalog, na to sledi postopek strok, odloči pa ministrstvo. Vsi poklicni standardi so tudi definirani in to ni vic. Jasno so omogočajo,
kaj pomeni usposobljenost za nek poklic. Lahko zafušal bi sedaj, pozabil bi tek, ampak ne bo. Saj sem zavezan tudi jaz tem poklicnim standardom. Saj sem zavezan tudi jaz tem poklicnim standardom. Hvala lepa. Ja, dragi moji, tale naslednja skladba je zdaj pa za neko meni ljubo osebo iz prve vrste. V rdečo stavbo ti hodila si na križišču pri Kajuhovi, ko si delala na CPI. Si smo klicali te tam, gospa, saj bila si nam direktorca, ko si delala na CPI. Spomnim se leta 2005, imeli smo let 10, vstopili v Unijo. Začela si implementacijo programa za promocijo, čez 4 leta pa adijo. Stavba rdeča tam še zmer stoji, ampak tebe pa okol več ni, ker ne delaš več na CPI. Ker ne delaš več na CPI. Poklicno izobraževani. Za zaposljivost, povezovanje na trgu dela. Te pripravi na svet, saj to dela že 30 let.
Hvala lepa, dragi moji. Da, takole smo se malo pošalili, sedaj pa šalo na stran. No, če jo damo na stran, si moramo dobro zapomniti, kam smo jo dali, če bi jo kasneje še potrebovali. Sedaj pa, gospe in gospodje, ponovno na oder vabim šolski bend Srednje šole tehniških strok Šiška in Aniko Horvat. Prisluhnimo. Bilo nebo se je snežni prah, bil je galovina gole veje, vse je negibno in nim je zrak, še čas se je ujel, merke niti bele preje. Beli zatovi, popeli me srbi, naj biserni kristali spletajo se z mojimi lasmi. Tvoja svetloba me ujame, da me ljubiš, da sem lepa, tiho, komaj slišno reci mi, po beli predlogi, odpelji me sami. Naj biserni kristali spletajo se z mojimi lasmi. Naj tvoja zor svetloba me ujame, da me ljubiš, da sem lepa, tiho, komaj slišno reci mi. Od obljudenih poti, za nama sneg skrije naj sledi, daleč od obljudenih poti. Po beli preprogi odpelji me sami, naj biserni kristali spletajo se z mojimi lasmi. Tesno naj tvoja roka me oklepa, da me ljubiš, da sem lepa, tiho, komaj slišno reci mi. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, počasi prihajamo do zaključka našega uradnega programa in kot se za dober večer spodobi zadnjo besedo, predajamo nekomu, ki dobro razume pomen obrti, podjetnosti in ustvarjalnosti v našem prostoru. Z nami je predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, Blaž Cvar. Prosim. Spoštovana predsednica Republike Slovenije, doktorica Nataša Pirc Musar, spoštovani direktor Centra Republike Slovenije za poklicno izobraževanje, magister Gregor Mohorčič, cenjeni minister dr. Vinko Logaj, spoštovani gostje. Najprej iskrene čestitke vsem, ki ste v zadnjih 30 letih kakorkoli prispevali k razvoju in delovanju Centra Republike Slovenije za poklicno izobraževanje. V Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije si že vrsto let prizadevamo za razvoj kakovostnega, sodobnega in potrebam gospodarstva prilagojenega poklicnega izobraževanja.
Na tej poti smo zanesljiv partner Centra za poklicno izobraževanje, s katerim nas povezuje dolgoletno sodelovanje. Naše sodelovanje s CPI sega na vsa ključna področja poklicnega in strokovnega izobraževanja. Od sooblikovanja poklicnih standardov, priprave katalogov, strokovnih znanj do aktivnega sodelovanja pri oblikovanju izobraževalnih programov. Pomembno vlogo imamo tudi pri strokovni podpori srednjim poklicnim in strokovnim šolam, kjer skupaj skrbimo za kakovostno povezovanje izobraževanja z realnim delovnim okoljem. Posebno pozornost posvečamo vajeništvu, ki ga OZS že vrsto let podpira in promovira kot učinkovito obliko izobraževanja, kjer mladi pridobivajo znanja neposredno v podjetjih. Na ta način dijakom omogočamo konkretno delovno izkušnjo v realnem delovnem okolju, podjetjem pa pomagamo pri iskanju in razvoju kadra. Dejstvo je, da v obrti in podjetništvu že vrsto let primanjkuje usposobljenega kadra. Skupaj s CPI svoje aktivnosti usmerjamo tudi na področje promocije poklicev, saj se zavedamo, kako pomembno je mladim približati obrtne poklice na privlačen in sodoben način. Med najvidnejšimi projekti sta prav gotovo Ulica obrti na mednarodnem sejmu MOS v Celju, kjer mladi in njihovi starši v živo spoznajo številne obrtne poklice. Izjemno uspešen je tudi projekt Obrtna pot, kjer mladi iz različnih slovenskih krajev obiskujejo podjetja, poklicne delavnice in tako dobijo vpogled v delovno okolje obrtnikov in podjetnikov. CPI oba promocijska projekta tudi financira in organizacijsko podpira. Ti projekti pa niso le promocija obrtnih poklicev, temveč so dragocena izkušnja za mlade. So vrata v svet obrtništva, podjetništva in ustvarjalnosti. V OZS si bomo tudi v prihodnje prizadevali za razvoj poklicnega izobraževanja in ostali aktiven, odgovoren partner CPI. Verjamemo v moč sodelovanja in v pomembnost poklicev, ki so temelj našega gospodarstva in družbe. Zahvaljujem se CPI za odlično sodelovanje, vsem šolam, mentorjem in podjetjem za predanost, ter seveda dijakom, ki znanjem in delom soustvarjate prihodnost naše obrti in podjetništva. Čestitke CPI za prehojeno 30 let dolgo in pogumno ter srečno tudi v prihodnje. Naj bo vaše delo vir znanja, navdiha in priložnosti za vse generacije, ki prihajajo. Nothing
s tem zaključujemo uradni del našega praznovanja 30-letnico Centra Republike Slovenije za poklicno izobraževanje. Iskrena hvala vsem, ki ste sodelovali, nastopili, nagovorili ali preprosto prišli, da smo skupaj ustvarili ta čudovit večer. Brez vas bi bilo precej tišje in manj zabavno. Imamo pa še eno presenečenje. Še eno presenečenje imamo, gospe in gospode, če se ne motim. In že prihaja, seveda, kot se spodobi za 30 let, torta! En aplavz, dame in gospodje, za torto! Iskrena hvala, vaša energija, vztrajnost in prizadevnost so prava inspiracija vsi, ki delate na SPI-ju. In ker vsak jubilej zahteva torto in druženje, vas vabimo tudi po končanem uradnem delu v predverje, da se podružimo, kakšno rečemo, poveselimo in seveda nazdravimo. Sedaj pa, gospe in gospodje, vljudno vabim Sedaj pa je velik aplavz za Tiljana Artaka, predsednico Republike Slovenije, doktorico Natašo Pirc-Musar in pa direktorja SPI, magistra Gregorja Mohoriča, da naredita simbolični red, potem pa gre brez skrbi torta v razred in vsi jo bomo lahko poizkusili. Upam, da. En aplavz, gospe in gospodje.
Hvala vsem.